veliko čast in veselje mi je, da lahko na današnji slovesnosti v imenu Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska in v imenu soorganizatorjev današnje svečanosti občine Cerklje na Gorenjskem, Območne zveze vojnih veteranov Slovenije Kranj in podjetja Fraport Slovenija pozdravim vse navzoče. Prisrčen pozdrav najprej velja vsem prisotnim praporščakom, občankam in občanom, upokojenim delavcem organov za notranje zadeve, aktivnim in upokojenim uslužbencem policije, nekdanjim rezervnim miličnikom, veterankam in veteranom iz vseh narodovih obdobij, prijateljem in znancem ter vsem ostalim, ki ste se zbrali na tej slovesnosti. Prav poseben pozdrav pa velja danes povabljenim gostom. Z nami so dr. Tomaž Čas, današnji slavnostni govornik in predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Slovenije. Pa gospod Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem. Z nami praznujejo tudi Andrej Zakrajšek, vodja sektorja uniformirane policije, Ivan Hočevar, nekdanji načelnik UNZ Kranj in podpredsednik Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, Zmago Skobir, poslovodni direktor podjetja Fraport Slovenija, ter družina in svojci padlega teritorialca Petra Petriča. Poseben pozdrav velja predstavnikom policije. Današnjemu praznovanju prisostvujejo predstavniki policijske uprave Kranj, magister Janez Šuštar, vodja službe direktorja, Matjaž Završnik, komandir policijske postaje Kranj, Jure Lešnjak, komandir postaje letališke policije Brnik, Igor Podjet, vodja oddelka pilotov letalske enote policije, Blaž Demšar, pomočnik komandirja policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj in Robert Šebenik, vodja policijskega okoliša Cerklje na Gorenjskem. Poseben pozdrav velja predstavnikom Združenja Sever. Z nami je Anton Pozvek, sekretar Zveze policijskih veteranskih društev Slovenije, in Biserka Debeljak, upokojena kustosinja Policijskega muzeja in članica Združenja Sever. V naši družbi pozdravljamo tudi predstavnike veteranskih in stanovskih organizacij. Dobrodošli na slovesnosti Vojko Damjan, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Gorenjske in predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Tržič. Anton Rešek, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj. Dr. Bojan Potočnik, predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Krajina in član Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska. Edi Ferkol, podpredsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, Mihael Rauter, v času osamosvojitvene vojne poveljnik 31. območnega štaba teritorialne obrambe Kranj, Božidar Janeš, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB v Kranju in predsednik območnega odbora Zveze borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem. Z nami so predsedniki območnih klubov upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Maksa Perca, iz Kranja Branko Celar, iz Bleda Vojko Mulc in iz Jesenic Alojz Mesojedec. Poseben pozdrav velja tudi predstavnikoma podjetja Fraport Slovenija, Brigiti Zorec, vodji korporativnega komuniciranja, in Dušanu Sofriču, vodji službe za varnost in zaščito. Seveda pa dobrodošlico izrekamo še vsem predstavnikom podjetij z območja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in predstavnikom medijev. Še enkrat dobrodošli na današnji slovesnosti, ki jo začenjamo z glasbo. Tako kot se za pravi praznik tudi spodobi.
Veseli smo, da so se povabilu odzvali člani folklorne skupine ljudskih pevcev Klasje, kulturnega društva folklora Cerklje na Gorenjskem, ki ustvarjajo pod vodstvom Mirana Murnika. Prva pesem, s katero se nam bodo danes predstavili, nosi naslov Glej, glej, kak mimo gre. Za njimi pa nas bodo na vrh nebotičnika povabili še člani kvarteta saksofonistov orkestra Slovenske policije pod vodstvom Andreja Knapa. Izvolite. Še ne pogrejame, še
smo, da bi zares lahko poleteli. A smo in bomo še nekaj časa leteli le z glasbo, ki je poskrbela za praznični začetek današnje slovesnosti. Zdaj pa se spet vračamo k besedam. Pred mikrofon vabim današnjega gostitelja, gospoda Franca Čebulja, župana občine Cerklje na Gorenjskem. Hvala lepa, spoštovana gospa. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, spoštovane občanke, spoštovani občani, spoštovani veterani, nastopajoči, skratka vsi tisti, ki ste bili že omenjeni, en lep pozdrav vsem. Če bi šel še enkrat ponavljati vse to, bi bil verjetno predolg. Se verjetno strinjate. Glejte, dobro se spominjamo, pred 30 leti je bil tukaj letalski napad na letališče in tudi na Krvavec, kar je pomenilo, da je agresor napadel samostojno državo Slovenijo. V teh dneh je bilo veliko pregovorjenega, veliko povedano preko javnih medijev, preko televizijskih ekranov, preko vseh prireditev, ki smo jih imeli tudi na našem področju oziroma naše občine, priložnost poslušati slavnostne govornike. Ja, vse to je bilo res. Res je tudi to, da so začeli tisti, ki so bili med prvimi, kot osamosvojitelji, ki jih poznamo, da vsekakor, če narod ne bi stopil skupaj z samo plebiscitno odločitvijo več kot 90%, verjetno danes v samostojni Republiki Sloveniji ne bi govorili. Ob tem bi želel samo še sledeče spregovoriti, da ne bom predolg, ker verjetno bo slavnostni govornik razširil svoje razmišljanje. Prvo to, da smo v demokratičnem sistemu, katera je ta politična mavrica dokaj široka. In to je potrebno sprijeti, da bomo tudi nadaljevanje v taki mavrici živeli, ker smo nenazadnje tudi raznoliki. Toda mene osebno in verjetno tudi vas od koga moti to, da je danes brez sramu lahko vsakdo javno reče tisto, kar tudi ni res. To pa ni sestaven del demokracije. To je pa že obtoževanje, sprevrženost ali pa rušenje nekih dobrih temeljev. Poglejte, več kot polovico časa že živimo v samostojni državi Republike Slovenije, kot smo pa v sami Jugoslaviji, 55 let obstojala. Na 30 letih smo. Jaz upam, da ostalih 25 let, da bomo leto Mavrico bolj pojedinili. Da bomo naše razlike poenotili in še hitreje zapeljali razvoj tako republike, države, kot tudi vseh občin. Daj na kratko. Letališče Brnik, če pogledate okrog sebe, tukaj imamo v naši sredini tudi gospoda Skobirja, prej je bil gospod Može. Stane Bognar je bil vsekakor eden tistih, ki je bil od mojega začetka županovanja. Ogromno smo postorili sem na področju letališča, na prostorskih aktih, na vseh mogočih sestankih usklajevanj. Tako tudi sama občina je iz dokaj nerazvitega področja šla med enih najbolj razvitih občin. To smo ustvarjali v 30 letih. In to nam naj bo v ponos in spodbuda za nadaljne naše delo in, kot sem rekel, bolj enotno, manj mavrično in manj skregano. In to bi zaželil ob 30-letnici samostojnosti države Slovenije, naj še živi narod in vsi tisti, ki bodo to razumeli, da demokracijo je potrebno imeti, ampak se je potrebno le pogovarjati in slišati. Hvala lepa za vabilo in še enkrat hvala lepa za vsem nastopajočim organizatorjem. V soboto pa po vsej verjetnosti, ne glede na vreme, se tudi vidimo še na Krvavcu. Imamo še eno proslavo, lepo vabljeni. Hvala lepa gospodu županu Francu Čebulju za kratko razmišljanje in tudi sobotno povabilo. Mi pa bomo zdaj lahko spet za kratek čas zaprli oči in se prepustili domišljiji.
O njen svet nas pogosto lahko odpelje glasba. Zmeraj sem si mislil, nam bodo v nadaljevanju zapeli Jožica Šmit, Vida Plevel, Irena Naglič, Saša Grohar, Milena Mrežar, Janez Osel, Miha Grohar, Matija Koritnik, Miha Naglič, Franc Urbanec in Miran Murnik iz skupine ljudskih pevcev Klasje. Svoje pa bo dodal tudi kvartet saksofonistov, ki nas bo tokrat z melodijo odigrano po notah legendarnega Mojmirja Sepeta povabil na sprehod pod zvezdnato nebo v prijetno poletno noč. Zmeraj sem si mislil, da bom fajn gospod, črno sukno nosil in študiral bom. Zdaj sem pa kovač, črn kot rogač, kak pride vse drgač. Zdaj sem pa kovač, črn kot rogač, kak pride vse drgač. Zmeraj sem si mislil, da bom oficir, bridko sapo nosil in pa zauvek vir. Zdaj sem pa pastir, v Štalci imam kvartir, šiba gajžla sta moj gvir. Zdaj sem pa pastir, v Štalci imam kvartir, šiba gajžla sta moj gvir. Zmeraj sem si mislil, da se oženil bom, pridno žeko dobu, pridno živo bom. Zdaj pa ni tako, kot sem mislil kdo, časek zmanjka še za sol. Zdaj pa ni tako, kot sem mislil kdo, časek zmanjka še za sol.
poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev žar strasti, spominov 100 za stare dni. Besede, ki jih je že leta 1964 zapisala Elza Budal, ostajajo večne in v prenesenem pomenu verjetno zelo dobro opišajo tudi tisto usodno poletno noč pred 30 leti, ko je naša država naredila korak v svojo neodvisnost. Spominu na pogum in odločnost, ki sta nas pred 30 leti peljala na samostojno pot, se bomo danes poklonili tudi z besedami. Čas je za slovesni nagovor. Z nami je predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Slovenije, dr. Tomaž Čas. Spoštovane veteranke in veterani, policistke in policisti, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, spoštovani župan, spoštovani Žibor, predsednik policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Ivan Hočevar, predsednik območnega združenja vojnih veteranov Slovenije Kranj Anton Rejšek, direktor podjetja Fraport gospod Zmago Sofir, spoštovani gostje. V svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev Sever vas lepo pozdravljam na osrednji proslavi ob 30. obletnici državnosti. Ob tej priložnosti se organizatorjem proslave zahvaljujem za povabilo in dano možnost, da spregovorim kot slavnostni govornik. Vesel sem, da se ob tej prireditvi srečujemo v takšnem sestavu, ki nas vse povezuje spomin na 30. obletnico državnosti Republike Slovenije ter njeno samostojnost in suverenost. Mnoge med nami pa povezuje tudi dan policije in nekateri drugi osamosvojitveni procesi. Naj omenim samo akcijo Sever, ko smo preprečili napovedan miting resnice, kateri namen je bil v Sloveniji uvesti izredne razmere in preprečiti demokratične procese, ki so že kazali na željo po samostojni Republiki Sloveniji. Dovolite mi, da v tej priložnosti poudarim, da je za nas policijske vojne veterane in veterane izjemno pomembno, da se družimo ne le z drugimi vojnimi veterani in dovoljubi, temveč tudi z policistkami in policisti ter lokalnimi skupnostmi. To sodelovanje je izjemno pomembno in kaže na našo profesionalno povezanost, ki ni bilo nikoli in tudi nikoli ne bo pretrgano. V vseh okoljih, kadar je to mogoče, podpiramo delo in aktivnosti policije in skrbimo za promocijo poklica policista, ki smo ga vsi upravljali z veseljem v dobrobit slovenskega ljudstva, ki ima oblast v Republiki Sloveniji. To pričakujemo tudi od današnje policije, ki mora v okviru svoje temeljne dolžnosti zagotavljati varnost posameznikom in skupnostim, spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine ter skrbeti za krepitev pravne države. Danes se na tem mestu spominjamo dogodkov, ki so povezani z obrambo slovenskega letališča Brnik v času 10-dnevne vojne pred 30 leti, ko je zvezna milica in jugoslovanska armada poskušala zasesti mejne prehode z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter tudi mejni prehod letališča Brnik. Že večkrat sem omenil v svojih govorih, da je bil napad oziroma prihod zvezne policije in jugoslovanske armade na mejne prehode bliskovit, takoj po razglasitvi samostojnosti in državnosti Republike Slovenije. Zato je potrebno razumeti in priznati, da je takrat zjutraj in dan prej bila prav milica tista, ki je prva preprečevala sovražni pohod jugoslovanske armade in zvezne policije na mejne prehode. In to velja tudi za milico na Gorenjskem. Brniško letališče je prvi zaznalo nevarnost, ko je jugoslovanska oblast že 26. junija 1991 prepovedala vzletanje in prestajanje letal, nadaljevalo se je z letalskimi napadi in napadom oklepne enote, ki je prišla rahlo razrečena zaradi oviranja strani milice, občanov in teritorialcev. Dejstvo je, da zvezna milica in jugoslovanska armada nista uspeli zasesti letališča, ki ga je varovala postaja mejne milice Brnik, ter pripadniki posebne enote milice in teritorialne obrambe, ki pa so varovali širše območje letališča.
Spopad milice in teritorijalne obrambe stankovsko enoto Jugoslovanske armade za letališče Brnik ali na letališče Brnik je bil najpomembnejši in najbolj zahteven varnostno-obrambni dogodek v vojni za samostojno Slovenijo na Gorenjskem. In država je letališče prodala, ne glede na to, da je letališče pomembna sestavina nacionalno-varnostnega sistema Republike Slovenije, kar se je pokazalo kot dejstvo tudi v vojni za Slovenijo. Spoštovani, na letališču je bil ustreljen pripadnik teritorijalne obrambe. Žrtvi spopadov pa sta bila tudi dva tuja novinarja. Predlagam, da se z minuto molka poklonimo padlim na letališču Brnik in vsem drugim padlim v vojni za Slovenijo. Slava jim. Ko praznujemo 30. obletnico državnosti, je tudi priložnost, da se spomnimo drugih dogodkov izpred mnogih let in osamosvojitvenih procesov, ki so pripeljali do samostojne Republike Slovenije v letu 1991. Spomnimo se borcev Prve svetovne vojne, tigrovcev, ter mesta in vloge generala Maistra in njegovih borcev, borce partizane narodno-osvobodilne borbe, njihovo vlogo v drugi svetovni vojni, ter vojnih invalidov in civilnih vojnih invalidov. Nažalost pa se je tudi letos na omenjene pozabila država, ko ni povabila na državno proslavo ob dnevu državnosti njihovih praporov. Žalostno, na proslavi smo morali poslušati maršo nadškofa in zvonove po vsej Sloveniji. Ali ni po ustavi cerkev ločena od države? In kje so bili cerkveni dostojanstveniki v času vojne za Slovenijo, da jim izkazujemo takšno čast? Če že, bi od države pričakoval, da bi uprava za zaščito in reševanje organizirala, da bi namesto zvonov po Sloveniji se oglasile sirene, tako kot so nas opozarjale na nevarnosti zračnih napadov v času vojne za samostojno Slovenijo. Dan državnosti je praznik vseh Slovenk in Slovencev, predvsem tistih, ki so se borili za njen obstoj, njeno svobodo in samostojnost. Brez partizanskega boja in osvobodilne fronte danes ne bi priznavali 30. letnice samostojnosti Slovenije, ki je kot republika nastala prav leta 1945, po 4 letih zmagovitega narodno-osvobodilnega boja Slovencev. Prepoved partizanskih praporov na državni proslavi je to zanikanje lastne zgodovine in teptanje lastne državnosti, za čimer se Zveza združenih borcev ne more strinjati ali tega podpirati. Prav tako gre za zavračanje velikega števila državljanov, ki se niso pripravljeni upogniti hlačevski politik vladajočih. Državna proslava je tako izključujoča in ne predstavlja proslavo vseh državljank in državljanov. Tako je v javni izjavi zapisala Zveza združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenije. S tem se strinjam tudi jaz in prepričan sem, da tudi velika večina vseh Slovenk in Slovencev. Spoštovani, dovolite mi, da vam ob zaključku čestitam ob dnevu državnosti in policistov ob dnevu policije, ter se vam zahvalim za vse, kar ste storili v vojni za samostojno Slovenijo. Vendar taka čestitka bi bila za policijske vojne veterane preskromna. Zato se policijskim vojnim veteranom zahvaljujem tudi za vašo vsakodnevno in večletno delo, takoj po vojni, ko ste in smo morali skrbeti za notranjo varnost nove slovenske države in nismo mogli in smeli razmišljati o slavljanju, priznanjih in pisati svojih spominov. Zato se sedaj vojni veterani vse bolj oglašamo in se tudi bomo, ko se potvarja ne le zgodovina druge svetovne vojne, temveč tudi vojne za Slovenijo in ko se strani mnogih pozablja na prispevek vojnih veteranov 91, ter v ospredje postavlja marsikaj drugega, tudi na Gorenjskem, kar čutimo v zadnjem letu in tudi pri nekaterih sporednih praznovanjih 30. obletnice in odkrivanju spominskih obeležij v letošnjem letu. Še naprej se bomo trudili za takšno Slovenijo, za kakršno smo se borili in za tiste vrednote, ki so nas v osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo združevale. Zato je naša dolžnost, da se ozremo v prihodnost in pozabimo na vse mogoče zamere
in prenehajmo iskati najpomembnejše osamosvojitelje, ker jih ni. Tudi ljudska modrost pravi, ni bolj praznega človeka od tistega, ki je sam sebe poln. Spoštovani, vsak zaveden Slovenec je v vojni za Slovenijo prispeval to, kar je lahko, glede na mesto in vlogo, ki jo je imel. Čestitam vam ob dnevu državnosti, policistkam in policistom pa čestitam ob dnevu policije. Naj živi Slovenija! Hvala lepa slavnostnemu govorniku, doktorju Tomažu Času. Ja, spomini so tisti, ki ostanejo. In tako kot ne bo nikoli zamrl spomin na osamosvojitveno vojno, tako tudi ne bo nikoli zamrl spomin na tiste, ki so v njej izgubili življenje. Med njimi so bili, kot smo slišali, tudi pripadnik teritorialne obrambe Peter Petrič in novinarja Nikolas Kokol ter Robert Werner. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi na vse po vojni umrle veterane. Vsak od njih se je namreč na svoj poseben način zaslužil mesto v srcu slovenskega naroda. Saj so nekateri med njimi darovali tudi tisto največ, kar so imeli svoje življenje. In prav zato se bomo zdaj njihovemu spominu poklonili tudi s cvetjem. Župana občine Cerklje, Franca Čebulja, predsednika Zveze policijskih veteranskih društv Slovenije, dr. Tomaža Časa, predsednika policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska, Ivana Kočevarja in predsednika območnega združenja vojnih veteranov za Slovenijo Kranj, Zvoneta Antona Reška, prosim, da v spomin in poklon vsem njim spominskemu obeležju položijo venec. Oh
paše si vojaški meš, si raztrga svojo civilno plico preč, pripaše si vojaški meš. Puška žena, S kim nisi, ajde, briše si oči, še prej, ko puško gor na svojo ramco djel, bom tebi dekle poljuček dal. Še prej, ko puško gor na svojo ramco djel, bom tebi dekle poljuček dal. Lepota dežele je sloves njen. Njeni ljudje smo njeno ime. Ponosno, že 30 let. In prav toliko jih je v letošnjem letu minilo od osamosvojitvene vojne in napada jugoslovanske armade na letališče Brnik. Zato mi dovolite, da se, čeprav nekaj dni po uradnem praznovanju slovesnosti državnega praznika in dneva slovenske policije, ob koncu tegale uradnega dela našega druženja pridružim čestitkam in dobrim željam, ki nas bodo peljale skupaj v svetlo prihodnost. Hkrati pa se v imenu organizatorja zahvaljujem vsem posameznikom, podjetjem, organom lokalne samouprave in državnim organom, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji te spominske slovesnosti ter obeleženju spomina na osamosvojitveno dogajanje na območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, da ga ne bi odneslo v pozabo. Posebna zahvala v imenu organizatorja pa velja občini Cerklje na Gorenjskem in županu Francu Čebulju. Osrednjemu govorniku, predsedniku Zveze policijskih veteranskih društev Slovenije, dr. Tomažu Času. Članom kvinteta saksofonov orkestra Slovenske policije in članom folklorne skupine Klasje kulturnega društva folklora Cerklje na Gorenjskem. Direktorici policijske uprave Kranj, gospe Meliti Močnik, predsedniku območne zveze vojnih veteranov Slovenije Kranj, Zvonetu Antonu Rešku, postaji letališke policije Brnik in njenemu komandirju Juretu Lešnjaku, podjetju Fraport Slovenija in poslovodnemu direktorju Zmagu Skobirju ter prostovoljnemu gasilskemu društvu Cerklje na Gorenjskem. Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej. Za konec pa le še prijazno povabilo vsem prisotnim na družabno srečanje, ki bo potekalo za objektom postaje letališke policije Brnik in seveda na snidenje spet ob letu Osorej. Srečno Slovenija in srečno nam vsem!